V sredo 30. novembra so v Splošni knjižnici Slovenske Konjice že tretje leto zapored prebujali otroka v odraslih. S pravljicami za velike so gostili knjižničarje iz Slovenske Bistrice, Maribora, Lenarta, Murske Sobote, Ptuja in Slovenskih Konjic. Za vmesno popestritev pa je poskrbel učenec Glasbene šole Slovenske Konjice. Dragi pravljičarji, pravljičarke, veliko veselje nam je, da vam v Splošni knjižnici Slovenske Konjice že tretje leto zapovrstjo poklanjamo pripovedovalski večer, pravljični večer, ki pa je namenjen odraslim. V organizaciji Mariborske knjižnice in sodelovanju s knjižnicami Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, knjižnico Lenart, pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, knjižnico Ivana Potrča Ptuj in Splošno knjižnico Slovenske Konjice, bomo danes prisluhnili pravljičnim pripovedim, ki segajo od avtorskih do ljudskih, zahodnoafriških pravljic do skandinavskega mita. Imela sem zapisano 7 jih bomo slišali. Ena je izpadla, vendar bom nadaljevala za številko 7, pravljičnih 7 pravljic, ki so prava bogata in neizčrpna zakladnica ljudske iznajdljivosti in duhovitosti. V prvem delu večera bomo prisluhnili zahodnoafriški Kako je svet dobil modrost, ki jo bo pripovedovala Renata Brglez iz Splošne knjižnice Slovenske Konjice, potem pa pohorski Vsak en dinar in korejski ljudski Najlepši cvet, ki bosta pripovedovali Agica Kovše in Zdenka Gajser iz Mariborske knjižnice. Prepuščam vas pravljičnemu večeru. Jaz bi vam pa zdaj nekaj povedala po pohorsko. Jaz tako mislim, da boste zastopili vse, ko ne povedala nje. Povedala vam bom, tako sta me moja stara mama pa stari ata z Bukove gore nad Zrajčem ročela. Ta je bil še v tistih cetih, ko prheči še ne bilo elektrike, pa ne bilo vode. No, sta mi pa prejela, kak je vojde po pohorskih goršah bilo pamno coprnic, pa da so se ljudi strašno bali. Vojde jih je bilo tako pamno, da si za vsakim vognom srečo kosa. Je bilo pa tuj vojde pamno tudi hlajpih bajzi žensk, pohorskih bil. So bile vojde tako lajpe, da se veliko pripjel, kot zelo vkjera. To se vajde bilo pa hrbe po ženice, pa ne so magle. Sta mi prejela tuj o mrlečih strogah pa to. A jaz nocoj vam bom pa povedala o pohorskih ravbarjih, pa, kako se že reče, o tudi ponočjokih. No, tam sem pa predrala v Tomažiči, je zapisano v pravljicah. Enkrat so šli 3 ponočjoki, njim brejto pa pravdavno. Je bilo pa temno, pa tako strašno nebelika se je naprej. Je blejskalo, noganilo, blejskalo tako strašno, tako da se je vedlo tako sred baljega dneva. Pa prej, da je to tudi nikomre. Te se še pa blejlo, so pa bili ročno čist mokri. Pa pravi ta parni, je rekel, čau je ta. Hejtro, bajžmo nad tudi nikomro, da ne bomo čist, to kosti mokri, ko bomo pošli naprej, naj bo pravdavni. Pa rajs, grejo nad tudi nikomro, tam je bila pa ena taka dolga šruka lesajna meza, na mezi pa droga za sramoka. Zdaj so pa bili zmotreni na tudi ponočvala. Pa ta parni leže nad drogom, ta drugi leže pod mezo, ta tretji pa leže pod klop. Pa ležejo, pa že skor se spejo. Te se pa družbo vrata odprejo, te pa nadbušnejo ravbarje. Jih je pa bilo tudi čisto pamno. So pa se vojmili tak bile žokl, pan zlatnenko na srebrnenko. Pa pravi poglavar je rekel, čovjete, ne smo pa tak pamno tudi kak narja, da še sami ne vajmo, kjelko ga imamo. Če pa ne vajmo, kjelko ga imamo, pa sedimo za to mezo, pa začnemo šteti, pa si ga rajko raztovamo. Te pa raj sedejo za mezo, pa se začne tisk naredi delejo. Pa delejo, pa štajejo, a narja je bil tak pamno, tako da jim je tista droga na mezi na rogu hudela. Pa pravi,
je Marta starejši, je rekel, čovjete, koliko bi prijeli toto drogo, pa je dajmo klop, tega bomo rekli štajli. Pa pravi poglavar, ko se boš mokla. Vzemi soblo, pa presajči tudi ga bi reči, da pa varžite v kop. Pa rajs, brejme soblo, dvigne bluft, pa čaj se rajzati. Ali tiste, pa stroge gor skuči, pa pravi, ko napalne bo sajko, tudi pa losi bluft, pa beželjo skozi dveri v ta košac. Grko stajli nač tudi nikom reči. No, čez encet, pa ravbari predejo, pa po nočevki predejo k sebi, tudi ga stroha pred ravbari, pa pred smrtjo, pa pravi je rekel, čovjete, dnes smo pa na tak lehek način prišli posudka denarja, koliko bi si ga tak lehko razstavljali na 3 kartole, pa bajžmo preko ravbari predejo nazaj. Te pa rajs se začne tudi deleti. Pa tistih ceti, tako je pri Toma Žiči zapisano, so gnali preli vajnarji, pa začne šteti. Vsaken vajnar, pa drugču od začetka, vsaken vajnar, pa tak naprej. Tistem ceti so pa ravbari v goši tudi k sebi prišli od straha pred mrdeči, pa se obarnejo, pa gre ta dva narbor tako režno nazaj, pa predeta do tudi kamre, pa že prejmeta za klopro, pa čajta nadstopiti, pa čajta na drugem kraju. Vsaken vajnar. Te pa losi, drugi bluft se obarnete, bežete preboši, pa se derete, bajžmo, brleči si naš nardelejo, pa tak pamet je, tako ma na vsakega pojed vajnar prej. Pa se razbežejo na vse konce na kraje. Domačovki so se pa lajko tizikare nastolali, pa šli pred davmi, pa še cel prav lepo živeti.
Agica vam je že povedala v pohorščini, kaj sem poučila v prekmuščini. Imela sem to srečo do zdaj, ko so mi še si razmeli. Tako vipam, kot te imeli tudi vi. Probala bom pomali poučati. Povedala bom pa pravljico o Zaliki Augustiji Ferja Lenščka iz knjige Mislice. Bilo je to inda sveta, da so bili poti med reko Frabov pa Mörov, poleti še prašne. Jeseni blatne, po zimi pa se je komaj dalo oditi po njih. Gospodar je po tej potaji potuvala s kunji, kmetje s kravčimi kolami, srmanske pa peški. Vsi pa so na tej potaji srečivali goslar Augustija pa plesalko Zaliko, štiri pa sta ne imela doma, zato sta bila celi čas na poti. Potuvala sta od križišča do križišča, od vesi do vesi, od varaša do varaša, pa prinašala med ljudi veselča. Stavljala sta se na trgaj, pa se posedi, ki so jih vaščeli poslušati. Tako od srca sta se včasih stavila tudi v samotni ravnici, ki so se z njima poveselile samo živali. Vej znate, vsakšni štiri jo je kdaj čul ali pa videl, in ga je ščel znova čuti pa videti. Ljudje so imeli radi Augustijevo muziko, ali ještě bolj jih je zasvajal Zalikin ples. Ta se njem je čista predala, te je resno bila videti, kako če ne bi bilo od etega sveta. Njene bose noge so poskakivale kot mlade zavci v rosnovi travi. Njeno vitko telo se je zibalo kot vrbje v pomladnem vetri, a njeni obraz je bil kot krajno sunce nad ravnico. Bilo je mlada, lepo, kaj ne bilo enake. A njeni srčni smej se je čul daleč na okolje. Da so ga ljudje na njivaj že daleč čuli, so krajđali motike, pa ještě tisti najbolj lačni voštarije so pustili žlice. Tako se je videl, kako če bi se v njeni bližini zaipstal v čas. Srce pa, ko bi smuknilo nekaj lepoga, pa ga se grelo. Naneslo je te enega sprotoletja, ko je šel mladi kraljevič z Blatograda k reki Rabi lovit po strveli. Njegova razkošna kočija se je stavila tako na kukli, kjer je stalo že vse puno ljudi. Gledali so v govca pa plesalko, štiriva sta jih zabavala svojo fredko veščino. Kraljevsko spremstvo je premamila rodovednost, pa kraljevič ter je čul Zalike zvonki smej, je po drugom časi stopile ljudi. Kot za cumprom je gledal v njeno vitko telo, pa iskre iz njenih črnih oči se njemi čisto razumele srce. Neko bi to sploh znal, je šel furt bliže pa bliže, vse do tečas, ko se je nej dotaknil njenoga gvonta, pa je zgrobil za rokov. Še nikdar sem ne videl neko lepšega, kako je tvoj ples, je prav v Zaliki, da je Augusti odložil svoj gusli. Pa ještě nikdar sem ne čul niko bolj veselo, kako je tvoj smej. Je zgrobil Zaliku okoli pasa, pa jo stisnil k sebi. Zato ti zdaj eti pred vsemi ponujam svojo kraljevsko roko, pa ti obečavam, ko nam nikdar prekršil svoje reči. Še z ničem se ne bila tako počaščena, pa genjena, in mi je odvrnila Zalika, pa mi je kušnila kraljevsko roko. Nažalost pa tvojega snubljena ne meni zbrijati, pa je moje srce že vdavno pustilo. Samo za volo najne ljubezni je v njen toliko sreče pa veselče, ko to lejko poklanjava tudi drugi. Prelepa si, pa vse tvoje je preveč dragoceno, ko bi lejko pripadalo enomi proti puškovi goslarji, da bi vključen kraljevič. Pri meni boš imela vse, ko boš čela, pa si moji služavniki do ti den pa nočno vlo. Niko drugo si ne želim, kot samo te ravninski vetr v vasaji. Pa Augustijo v rokov, štera me varno vodi, plešče tako zaraščeno potaj in mi je probala odpovedati Zalika. To me prosim pusti z njim, štero bo me najrajše.
Samo Kraljevičeva beseda je bila v toj deželi tisto, štare je trebalo spoštovati. Stražari so Zaliku sprevedli do pozlačene kočije, Gusti pa je sam ostal na pražnem polu. Potuval je od križišča do križišča, iz vesi do vesi, od Varaša do Varaša, tako kot je potuval vsa ta leta. Samo, ko je bila njegova pesem zdaj žalostna. Popeval je o svoji brezmejni bolečini tak, ko so poslušalcem prišli skozi oči. Pa pri srcejih je stiskaval, samo pomagati mi je njeno gorišče. Potok so tašle leta. Zaliko so namazili z dišečimi olji, juđali v svilene gvante pa jo ukropili za kraljico. 7 strežnic je od godnika pa do večera streglo, pa 7 strežnikov je bilo celi čas na vlak. Kraljevič je dol iz dalešnih krajev vsakšni den pripeljati najboljši jedoču pa pijoču. Najboljši mužikaši so jo godni špilali ljubnice, a najboljši plesalci so jo probali zabavati od večera. Ali Zalika je pri tom samo zapirala oči. Pa se niti en den svojega bivanja nagradi ne je niti nog razmijala. Kralj, štari jo je imel rezan iz vsega srca rad, je bil zavolj toga žalosti. Žalost se je naselila, Vlatograd, kaj še ne bilo točne. Pej so se je ne spomnili niti 100 let stari starci, pa tudi njuvi dedovče so jo nikdaj ne v njoj gučali. Te pa sta šla eno nedelo kralj pa kraljica na trg na kravče senje. Ta je po dolgem čas pot mimo prinesla tudi gospa Augustija, šter je svojo žaloščo vodil že celo deželo. Da je Zalika že oddaleč čula njegove goslije, včasih prepoznala njih glas. Stopila je v svojih zlatih punčukov, pa zaplesala sredi trga, kot če bi jo self prinesel nekšen vrtinec vetra. Trgovci so jo gledali, pozabili na kipčije, pa so vse ta razmetavali peneze. Tudi kralj, šter je vse to videl, stisnilo ga je pri srcej, na pamet mi je prišlo nekaj, šter ne mogu samo to ktanjati. Potuma je prav stražarom naj napravil tak, kot potujoči goslar pod večer ne da mogo v Zvaraša. Te sta se s kraljico vrnila na dvor. Po noči pa je kralj pak na skrižma odišel po Gusti šterje spol v hlevi, tam zodaj za Fulingaško v štarijo. Prosil ga je, če lejko samo za en den zamenjata svoj upravi. Vipo je, kada je na Zalikin obraz prinesel nazaj smej šterga se je tak fejs žalil. Gusti, če gli je bil fejs žalosten, je ostal dobrega srca. Pa kralj se nam je nekak zasmil, zato je sprijel ponudbo. Slejko je svoje razcapane gvante, pa si oblekel kraljevskega. Kralj pa si oblekel njegov cote, pa si povesnil Gusti prekrane. Gustija, šterom je kraljevski gvant fejst dobro stop, so stražari sprevedli na dvor. Bi je po drugi leta preživel noč v Zaliku. Vgodno pa, da je pred grajske dvere prišel potujoči goslar, stražari v njem niso prepoznali kralja, zato so ga nagnali. Gusti je tak gratil kralj, pa na kraljičin obraz je nazaj prišel tisti smej, šterme se nišče ne mogo uprejti. Kralj pa je potuval od križišča do križišča, od vesi do vesi, od Varaša do Varaša, pa li dan pripovedal svojo čudno štorijo, štero pa je nišče nikdar ne vrlo. Pozdravljene, drage knjižničarke, drage pravljičarke, letos že 3. leto tukaj v knjižnici Slovenske Konjice.
Renata, kako je svet dobil modrost? Svet je dobil modrost pravzaprav čisto slučajno. Majhnemu pajku se je zgodila nezgoda, pravzaprav ne ravno nezgoda. Pajek se je razjezil in vrgel modrost ob tla. Če se ne bi bila verjetno še danes tam nekje visoko na najvišjem drevesu na svetu. Lilijana, kje dobimo čudežni prstan? Čudežni prstan dobimo vsepovsod, kjer si ga zaželimo. Najbolj imenitnega te dni dobimo v slikanici Petra Svetine in Damjana Stepančiča. V slikanici, ki ima prav tak naslov Čudežni prstan in je na 27. Slovenskem knjižnem sejmu ta slikanica dobila prestižno nagrado kot najlepša in najboljša knjiga za otroke in mladino preteklega leta. Zatorej, če želite Čudežni prstan, v knjižnico, v knjigarno po njega. Vesna, kako nam bi Zalika in Gusti lahko današnji večer popestrila? S plesom in glasbo. Tako kot sta popestrila vse, ki so jo gledali, ki so jo poslušali in ki sta jih zabavala svojo redko veščino. Agica, kaj so vinarji? Vinarji, to je beseda za denar, zapisana pa je v Tomažičevih pravljicah in sicer v pravljici vsak en vinar. V starih časih se je denarju reklo vinarji, ampak ko sem jaz spraševala moje strice pa tete na Pohorju, pa mojo mamo, ki je danes že stara 77 let, pa izvira iz teh delov, se ne spominja, da so kadarkoli govorili denarju vinarji, zato da zgleda, da je to iz še daljših časov nazaj. Darinka, a se je gospod posladkal s težko pričakovano hruško? Nažalost se ni, ker zgodba pravi takole, ne, če lahko kaj storiš sam, potem tudi stori. Čim se vmešajo pomočniki, potem je že vse narobe. Je tako kot Milčinski vedno malce hudomušno zaokroži tudi v tejle zgodbi. Žal, gospod ni dobil svojih sladkih hrušk. Zgodbo pa poznamo. Zdenka, zakaj seme ni vzklilo? Ja, zato ker je bilo kuhano. Ja bi predlagala tako, da vsem politikom taka semena razdelimo in ko jim bodo najlepši cvetovi zrasli, jim povemo, da je bilo seme v resnici kuhano. Drage pravljičarke, najlepša hvala za današnji večer, pa če ne prej, upam, da se zopet srečamo naslednje leto.